Osrčje Zale, rečemo, ni vrh, ampak je osrčje Zale. Tukaj je bilo pred leti tudi vse grmovje je raslo, no potem so se pa Mrakovi odločili, da to posekajo in da si tle naredijo košenino. Mislim, da so zelo lepo naredili, da se vidi, da se še zmeraj razširja kmetija, da se ne zarašča, ampak da se zmeraj še delajo nove površine, so zelo pridni Mrakovi, res moramo jih pohvaliti. In tudi tukaj na njihovem svetu je tale kapelca, iz Rezlovja je star oče Mrakov, ki je žal že pokojen, Ciril Kavčič. Naredil je že kar nekaj let nazaj. Ja, a piše? No, 20 let nazaj. Ja, 21, ja. Je bil tudi blagoslov takrat in še enega drugega znamenja, ki je od naše hiše mečken bolj dol. In tudi takrat je bil hkrat tudi blagoslov teh znamen. No, lih mislim. V glavnem tukaj, una zgodba, ki smo prej govorili, da bo danes te prizori 17. stoletja. Ta stvar sicer ni tako dolgo tukaj, ampak so se pa stalno pojavljale ene Marijine podobice tukaj in tudi, če so jih odstranjevali, jih je zmeraj nekdo nazaj prinesel. So rekli, da so večkrat tudi nekateri, takrat, ko je bila pol ta mešanca s to vero, da so jih tudi odstranili in pa med vojno, da so to dali stran, ampak to se je zmeraj en nazaj postavil. In zdaj te angelčke, ljudje kar pridejo mimo, prinesejo kakšno svečko angelčka in tale poličko so lih zdaj ta teden dodatno naredili, rekla Cirila, da imajo kam odlagati, ker je bilo prej vse tlele našarjeno. Vse okoli se nastavljeno. Ampak vse je lepo, ne. Drugače pa ne bi tukaj na tem mestu, no, medved nekoga raztrgal in da so zaradi tega potem začeli postavljati ta znamenja. Je pa ena razlaga tudi, da so bile tukaj vzali 4 kmetije in da je bila ena tudi tlele v bližini in da ko so jih, takrat, ko je bila avstro-ogrska oblast, so bili te kmetje zelo taki, da se jim je fučkali za vse in so se začeli družiti baje z sami razbojniki in krast tukaj okoli in same oslarije početi. In so potem za kaznim je tu avstro-ogrska te bajte baje požgala. Ampak nikjer dokazov ni, da so bile te kmetije vzali resnično, ampak če gledamo je pa v nekaterih predelih so res take jase, da možno, da so res nekdaj bile košenine. No in zdaj zaradi tega, da ne bi to tukaj bilo, mogoče je pa to lih zaradi tega našega Amandusa, ki ga je tukaj medved ranil, kaj pa vemo, mogoče pa res. Zdaj se pa počasi prestavimo v preteklost. Najprej nam bo lik Ivana Tavčarja povedal zgodbo, kako se je sploh stvar začela, potem vam bojo pa odigrali prizor, kjer se srečata Amandus in pa Mrakova Katarina in že takoj verjeten preskočkeš na Iskrca. Kako krasen večer je bil takrat. Zala je bila zavita vso čarobo svojo, da bi človek vsaj živel 300 ali 400 let, potem bi vsaj vedel, kako se sveti spreminja. Koliko je 200 let? Kapja v morje in še ne. In vendar, koliko je spremembe? Kakšna je bila Zala tedaj in kje so drevesa, ki so je senčila tiste dni? In kje šele so smrtna bitja, ki so takrat dihala Božji zrak, kakor ga mi dihamo dan danes. Gospod Andrej pravi, da je čital v starih listinah. Bilo je takrat, ko je škof Hren zatiral krivoverce in izganjal iz njih luteranske predikante. Ker gleda sedaj golo bregovje, ondi je raslo tiste dni visoko hrastovje in črni gos se je razprostiral tja do žirov in na drugi strani tja do ponižnih luči, ki tiče še dan danes, kakor bel cvet sredi zelenih senožetij. Po teh gozdovih so se jesenskega dne zvijali glasovi iz zavitega lovskega rogu. Vmes se je oglašalo raznetih lovskih psov zvonenje, da je odmevalo z brega v breg. Lomilo se je vejevje, kjer si je plašna zver iskala izhode iz gošče, v kateri je spala. Na lov je prišel mladi brižinski kanonik Amandus, kateri je bil na dolžnosti v Škofji Loki. Škof Hren ga je poslal, da pregleda delo loške graščine, ki ni pošteno gospodarila. Tu in tam je zahajal na lov z grajskimi hlapci,
ter preganjal po gorju brhke srne in zajce hitronožne. Tako je prišel tistega dne tudi v Zalo. Hlapce je s psi poslal v dolino, sam pa je stal pod vrhom, na mestu, kamor je rada pribežala divjačina, če so jo gonili psi in se je jezil na hlapce. Pa že leže kje za grmom, da ni človek za njimi, pa grede spe, telene zverine. Kaj laziš tot in mi odganjaš žival, ko hoče proti meni? Ker te gleda izpod obleke zlati križec, vprašal bi tem laže, čemu laziš ti po tem logu? Tot prekline oglar in vprašam te, kje hočeš ti darovati svojo mašo v tej pustini? Res, pravi Krist, kdor se z mečem peča, naj od meča pogine? Ali uboga žival se ne peča z mečem, pa vendar ti prihajaš z orožjem nanjo? A je tako zapisano v pismu? Služabniki gospodovi so tedaj sluge. In žalostni so časi, v katerih živimo. Kako govorite o mazanec, da je nosil črno haljo? Menil bi, da so okrog tebe slini nemški predikant. Škoda, da hlapcev ni tu. Dal bi te oklenit in na natezalnico. Jih že okrotimo. In če količka je zaslutim, da tiči med njimi kaj krive vere, tedaj bo premalo temic na Loškem gradu in naj so vsi svobodni kmetje. Janez! O, Janez! kdo pa prihaja tu zopet? Prav čudo bo, če ugleda divjačino danes moje oko. Kaj hočeš tu? Za bratom grem. Ali ni prišel tudi mimo? Ta ošabni oglar je tvoj brat. Govoril je zelo prešerne besede. Toda zaradi tebe mu bodi oproščeno. Ne boj se, duhovnik sem. Nič ti ne bom storil. Kje si doma? Na obrobju gozda. In kakšna je tvoja vera? Prava. Prava? Je gotovo prava? Ja. Še hoče nekaj vprašati, a že se zaslišijo psi v dolini. Šumelo in vrešalo je po loži. Že izdalje se je čutilo, kako se meče težka zverjad po gošči, da bi odnesla življenje pred ljutimi sovrahi, ki so besneli in se penili za njo. In preden je pričakoval kanonik Amandus, otvorilo se je zeleno grmičevje in na plan je prisopihal mogočni razbojnik naših tedanjih gozdov. Takoj, ko je pazil lovca pred sabo, je postavil kosmato telo na zadnje noge. Že prej razljučena žival se je pred novim sovragom razljutila še bolj. Vsa glava skoraj ni bila drugega nego rdeče žrelo, nad katerim so se žarile oči, kakor živo ogled. Grozen je bil pogled na razkačeno zverino. In čudno ni, da se je mlademu lovcu nekoliko tresla roka, ko je nameril smrtonosno cevko na medveda, da bi ga zadel tja, kjer bi bilo zadeto življenje. Ko je počil strel in se je razkadil dim, valjala se je zver po zemlji in svoje karjo rdečila mah daleč naokrog. Ko se je Amandus že veselil, da ga je ujel, se ranjena žival bliskoma dvigne zemlje in sredi pota se srečata z nasprotnikom. Če ne bi privršali psi, bi moral mladi kanonik Amand veselje lova plačati življenjem. Tako pa razdražena zver samo mimo grede vseka po njem, široko svojo šapo, potem pa odhiti stran. Sluge Amandusa odnesejo na bližnjo domačijo, pot jim pokaže Katarina.
kozolčku barvate tretji žih, tale se zgodba že začne navezovati na Mrakovo Katarino in kako je pa bilo pri mraku. Imamo pa tle še eno posebnost, kjer ste že zelo utrujeni in vas slučajno stopala pečejo. Evo si tle sezujemo čevlje in si zmasiramo noge na želodkovi masaži stopal. Še boš bi bilo pospa ostati, ja? Pa se malo zmasiraš. To lahko naredimo letos, ki je bilo, da. Tukaj se jo, gledajte, razgled je res lep. Blegoš, Mlad vrh, Star vrh, Storžič je tam zadaj, se ne vidi. Pa imamo Triglav, Gorazen. Bolj podrobno si boste pa hribe lahko ogledali, pa tamle gor, kot so bunkeri, je pa ta zadnji kozolček in ob temu kozolčku je tudi ta razgledni krog, kjer so narisane smeri hribov in tam si boste lahko pa podrobno ogledali, kar jaz vam rečem za vsako špico, kot ne ve, kjer je. Počas bomo šli zdaj do kmetije Prmrak, ki je lih tukaj zadaj, spustili se bomo po makadamu, na to bo čist mečkan asfalta, pa gremo pa dol. No, eno stvar mogoče še tukaj omenim, tale cesta jo je kar precej kilometrov, mislim, da 5 kilometrov bi prišli tam, kjer ste iz smeri Horjula pa Vrzdenca prišli, ste šli v bistvu naokrog pa pol gor do Bukovca. Ta cesta pa seka, če ste opazili ali pa ko boste šli nazaj, eno pot, ki piše Mrakov grič in bi po tej cesti sem prišli. Tu je nekdanja štreka. Tukaj so bile tračance in pot je šla tamle naprej in pol pod hribom noter in so prišli gor, da so lahko te bunkarje gradili, so material gor vozila. Baje, da je 2% takrat cesta visela in da so prazni vozički kar sami nazaj šibali. Ja. Tako so dobro naredili in na ta račun imamo tudi tako lušno povezavo tlele, ki je sicer je še makadamska, pa kakšna luknja se najde, sam če se ti pa mudi kam na ono stran je pa zelo fajn. Pa lepa je taka mirna, umirjena, skor nobenega ne boš srečal. Semaforjev ni, ja, križišče, pa gremo. A ne lahko čakaš? Adijo. Ja, pa... No, zdaj smo pa na tisti domačiji Prmrak, kamor so Amandusa nesli cel hrane in Katarina je bila tukaj doma. In še eno zanimivost vam povem, z nekaterimi, ki z mano hodijo, smo že govorili o tem. Ta deklica, ki igra danes Mrakovo Katarino, je resnično potomka tiste Mrakove Katarine. Ampak tu je zdaj že toliko leta, to je že Bog ve kateri rod, ampak je pa njena stara mama je bila tukaj pri Mraku doma, drugače pa punca bila doma tamle na kmetiji Prsivcka, je direkt tlele, ki je vidno. Mjem bomo tudi šli pal. Zdaj ste sprašvali nekateri, kjera vas je dol spodaj naselje, tisto ta veliko, čisto v dolini je Gorenja vas, pa imamo gor so Brda, Blegoš na vrh, na desno Studor, Leskovica, pa potem za Cerkno, tudi Smučišče Cerkno, ta hriba krogu pa Špičar sta bila Mlad vrh pa Star vrh zraven Blegoš. Hiša Mrakova naj bi stala ta, v kateri je bil Amandus takrat cel urane, tukaj, kad je zdaj tole gnojišče, naj bi bila hiša. Slike ni več ohranjene, je ohranjena prejšnja, pred to, ta novo hišo, une pa pač žal. Ni več, ker takrat se
ni še slikal verjetno, narisal je pa tudi ni noben, ali pa se veste, kak je bilo čas s fotografijama. Ne? Danes iščemo, smo delali te kostume, pa ene druge kostume še in smo iskali, ki imajo kaj fotografij in je zelo, zelo težko najti, da dobiš res tiste. Tam okoli med vojnama, kar dobiš pred letom 1900, pa niti ni. Ne? In je težko pa tudi vire pa oprijeti se. Ne? Mi smo se pa Slave Vojvodine Kranjske držali, pri kostumih pa vprašali smo par strokovnjakov, med drugim tudi Bojana Knifica, pa Alenka Pakiževa, ne vem, ali v moji skupini, nisem jo še imela časa spoznati, aj pa v Uni. Pa taka je nam šivala Andreja Stržinarjeva je doma na Hotavlah. Una punca, oziroma se je že poročena in ima tudi otroke, ne, poročena ni, no, otroke ima, kar je danes modern. Je pa res, mislim, strokovnjakinja na tem področju, se jo bomo pa tudi povabili k besedi, ker je res dala svojo dušo v te kostume, ogromen časa je šlo. Zdaj pa gremo dol, nas bojo povabili čebelari, ko pride druga skupina, si pa ogledamo prizore. Lep dober dan na Mrakovi domačiji. Kot vidite, se kar nekaj dogaja. Zelo smo veseli, da ste v toliko velikem številu se udeležili. Vreme nam služi. Zdaj je pa tako, čebelarsko društvo, ki je pač partner v tem projektu, kar je že Lucija vam povedala, je tamle pripravil na pokušino med. Zraven imate tudi nekaj reklamnega materijala okrog tega. Tudi naš vodič po čebelarski poti si lahko tamle vzamete. V ozadju noter boste pa lahko videli, na kakšen način se iz voska naredi ene lepe stvari. To se pravi vlivanje voska in pa tudi vlivanje mila. Tokrat je pač povezan s čebelami, to se pravi v podlago, ki je naravno milo, je dodana propolis in pa med. Med je za to, da je koža mičkam bolj mehka in pa da malo diši. Propolis je pa zopet ena dišava in pa kot vemo je to eden od naravnih antibiotikov, to se pravi, lahko se s takim milom umiva tudi rane. Tako da to bomo letos, v naslednjem letu bomo pa še kaj drugega, tako da se ne bo vse en leto vsega pokazalo. No, drugače imajo pa čebelari za tiste, ki radi hodite, tudi eno lepo pot, čebelarska pot, in lahko tam dol vzamete prospekte, če vas zanima. So narejeni čisto na podoben način, kot so naši, le da imajo čebelari samo 4 te tridimenzionalne žige, ravno tako barvate in ven pride tudi en čudovit lik. Ja, lika vam ne bomo izdali zaradi tega, ker je pač treba pot prehoditi in prav lepo ste vabljeni prvo nedeljo v juniju. Pri nas se termin nikoli ne spreminja. Prvo nedeljo v juniju se dobimo v Srednji vas in gremo po čebelarski poti in tam je pa tudi kar precej sladkega na poti. Tako da topo vabljeni, mislim, da vam ne bo žal. Vreme smo pa že naprej naročili. Postrežite se, ko pride druga skupina, vas pa vabim, da zasedete mesta. Mislim, da boste v prednostnem položaju, ker boste lahko se usedli. Upam, da bomo vsi se videli, postavite se magar gor po bregu, da vidite čim več. Pa dober tek. Do konca 18 številka je mura.
Lahko tudi številko telefona dam, če se zmije. Ko ste dala te sinčike? Ampak kakšen sinčik ste mogli? Ko se je kanonik Amandu zopet zavedal, ležal je v svetli kmetski sobici na postelji, prehranjen z belimi rjuhami. Sobica je bila svetla, toda tesna, in tik postelje je bilo baš toliko prostora, da je za silo kdo mogel mimo nje. Ko se je zbudil, ga je vse bolelo. In tako truden je bil, da je stežka izpregledal. Posebno ga je bolela ranjena rama. Ko se ozre po izbici, zavije se šele svojega položaja in se spomni, kako se je postavil proti medvedu. Zdajci in znova začuti vse bolečine, kakor jih je čutil v tistem trenutku, ko ga je zver prasnila po ramenu. Tudi deklica, sedeča pri oknu, bila mu je znana. V gozdu je že govoril z njo, preden se je boril z medvedom. Pri oknu je sedel in prav pazno je čitala iz knjige. To čitanje pa je takoj zbudilo veliko sumno mlademu kanoniku. Res, to je bilo sumljivo. Kako pride knjiga v to pogorje,